Dober dan, lepo pozdravljeni. Sem Adrijan Černelič, drugače zaposlen v Kozjanskem parku in po stroki agronom. Danes vam bomo namreč prikazali, na kakšen način se pravilno posadi seveda sadno drevo, bodisi v sadnem vrtu ali pa v travniškem sadovnjaku. Pri sebi imam sadiko visokodebelnega sadnega drevesa, ki smo jo namreč vzgojili v naši drevesnici. Pomembno je to, da sadika, za katero se odločimo, seveda moramo biti pozorni predvsem na podlago, ker podlaga daje tisti odraz samemu drevesu, kako veliko drevo bo tudi zrastlo. In v našem primeru govorimo o podlagi sejančku. Posadili bomo jablano in kot vidite, zelo lep bujn koreninski sistem, kar nam da vedeti, da bo sama sadika v spomladanskem času lepo odgnala. Pri nakupu sadike moramo biti zelo pozorni, da je cepljeno mesto lepo zraščeno. Sadika mora biti tudi pravilno označena, zato temu pravimo agronomi, da je osebna izkaznica, rastlinski potni list je osebna izkaznica same sadike. Na eni strani seveda marsikdo ne pozna izrazoslovja, v tem primeru malus domestica, to je zgolj latinsko pomeni jablana, tudi kdo je to sadiko pridelal na etiketi dobavitelja, sorta in nedvomno pomemben podatek je tudi podlaga, na kakšni podlagi je ta sadika vzgojena. Pozorni moramo biti tudi na to, da je v zgornjem delu, kjer se sama rast vršička končala, da je ta les tudi lepo dozorel, ker namreč v naslednjem primeru, če ni bil dozorel, bi lahko v zimskem času tudi nam pomrzlo in tudi propadel. Kadar se odločamo za sajenje, imamo seveda sadjarji dva različna termina, to je lahko bi rekli jesenski termin, ko nam sadno drevje listje odvrže, ali ga seveda predčasno odstranimo sami in nekako potem tudi spomladi pred samim odgonom samega drevesca. Danes vidimo v ozadju, da je lepo jesensko vreme, oblačno, ne samo oblačno, tudi megleno in je ravno za takšna opravila čudovito. Namreč ravno zaradi tega, ker takšne sadike imamo lahko proste, zraven sadilne jame. Če bi pa bilo sonce ali veter, bi priporočal nedvomno, da bi takšne sadike ohranili nekje v kaležu ali v vodi. Lahko celo 24 ur pred sajenjem takšno sadiko namočimo v vodo in jo na ta način tudi hranimo. Pomembno je, da kapilarne korenine, ki so ključnega pomena za nadaljnjo rast, nam ne dehidrirajo oziroma nam ne propadajo in se posušijo. Samo jamo, ki smo jo že pa predčasno izkopali, namreč lahko jamo kopljemo sprotno ali že prej, tako da se nam tista zemlja nekoliko posede, bomo pa vam sedaj v nadaljevanju tudi prikazali, kako se pravilno posadi. Sedaj smo že delno pripravili tudi sadilno jamo, namreč za uspešno rast samih sadnih dreves je ključnega pomena priprava dobre sadilne jame. Kaj to pomeni? Namreč ob izkopu jame, katero priporočam, da je v velikosti meter krat meter ali pa meter pa pol na meter pa pol, vidimo tudi, kakšna je struktura zemlje, če je to zbita, mokra zemlja, ilovnata, takrat moramo to zemljo tudi čim bolj prezračiti, ji dodati tudi humusa in na ta način že delno tudi v spodnjih plasteh tudi zmešati ne samo hranila, ampak tudi organsko snov, tako da imajo možnost se v tem spodnjem delu tudi korenine razvijati. Sedaj smo že pripravili tako imenovano posteljico. Ta posteljica je od nivoja samega zemljišča, če pogledamo, zgolj višine nekje 20-25 cm, ker namreč same sadike sadnih dreves smemo saditi le na globino samega sadnega drevesa, kot je bilo posajeno v drevesnici. In če pogledamo pri tem sadnem drevesu, se lepo vidi po zemljini, da je bilo posajeno samo na tej globini in na takšno globino moramo tudi drevo posaditi. Sedaj, kaj moramo še narediti? Seveda, če hočemo, da bo
drevo lepo ravno raslo, moramo še seveda postaviti kov, ob katerem bomo začeli saditi tudi sadno drevo. Pri postavitvi kola se lahko odločamo, ali bomo sadilno mrežo dali ob kov, ali bomo kov zapičili v sredino mreže proti voluharju, vendar pri tem moramo biti pazljivi, da te mreže ne poškodujemo, ker namreč vsaka poškodba ali raztrganina omenjene mreže lahko privede k temu, da bo lahko voluhar z lahkoto našel primerni prostor za vstop v sadilno košaro, kjer nam bo seveda lahko tudi pojedel koreninski sistem. V tem našem primeru se bomo odločili za sajenje ob kolu, zato je pomembno, da na posteljico damo, nekoliko pohodimo to mrežo in seveda že kar lepo vzgojeno sadiko prijmemo. Kar je pomembno to, da moramo samo koreninski sistem pregledati, vidimo, da je popolnoma zdrav, kar je še drugo pomembno, pogledati, ali je kakšna korenina poškodovana. V tem primeru, če je poškodovana, jo lepo izrežemo in pri koreninicah vidimo, imamo ogromno kapilarnih korenin, kar je seveda zaželeno. Pri koreninicah, ki so pa nekoliko debelejše, pa zgolj lahko samo centimeter odrežemo, samo tako, da si pogledamo, ali je ta zadnji del korenine še svež ali ni. Če ni svež, odrežemo še bliže k samemu koreninskemu vratu, tako da lepo svežo odrezane korenine potem stavimo v sadilno jamo. Zaradi tega, da nam bo pri samem sajenju sadnega drevesa lepo stala sadika, jo še samo privežemo na rahlo, ker nedvomno bomo to vezivo morali še odstraniti, ko bomo nameščali zaščito proti divjadi. Lepo smo pa tudi poravnali koreninski sistem, vse korenine lepo razporedili in seveda moramo pri tem biti zelo pazljivi, kdor se odloča za nakup sadik, ki so vzgojene v loncih. Tudi tega je v sedanjem času veliko, namreč te sadike rastejo celo leto v loncu in pogostokrat jih sam lonec ovira pri rasti. In tudi pri sajenju oziroma pri sajenju puljenih, tako imenovanih puljenih sadik, moramo biti pazljivi, da lepo razporedimo korenine. V našem primeru so bile tudi večje, kot je sama mreža proti voluharju, ampak smo poskrbeli za to, da smo posamezno korenino dali tudi izven območja same košare. Vstavili smo sadiko v mešanico komposta in zemlje, ker če lahko pa sadimo tudi v tako imenovani sadilni kompost, ki ga na tržišču je kar nekaj ponudnikov. Mi bomo danes tudi še dodali pripravljen kompost, lahko ga pripravimo v, kot vidite, lepo obarvan, temen, lahko ga pripravimo v vedru ali v samokolnici ali kako drugače. Pomembno je to, da se bodo imeli možnost ti koloidni delci vezati na koreninski sistem že v času zimskega mirovanja sadnega drevja. Pomembno je to, da ko to naredimo, nekako primemo sadiko, lahko tudi v območju koreninskega vratu, da ne poškodujemo samo sadiko na cepljenem mestu, postresemo, da se ta zemljina lepo sesede med samim koreninskim sistemom in nekako je potem sama sadika pripravljena za zapiranje same mreže proti voluharju, ki pa je seveda zelo pomembno to, na eni strani, da ne poškodujemo samega koreninskega vratu, na drugi strani pa, da omogočimo normalno rast sami sadiki v nadaljnjih letih. Ko je sadilna mreža oziroma mreža proti voluharju zaprta, sledi postopek na ta način, da na samo mrežo dodamo vsaj 10 cm zemlje, ravno z namenom, da ne pridejo bodisi mineralna gnojila, bodisi hlevski gnoj, ki ga bomo uporabili, v stik s to mrežo ali pa v stik direktno s koreninskim sistemom, tako da nam ta rodna gruda, ki jo bomo dodali, nekako sam koreninski sistem tudi ščiti.
Po obodu same jame nam je postalo veliko prostora, kamor seveda dodamo uležan hlevski gnoj ali dodamo tudi mineralno gnojilo. Zakaj uležan hlevski gnoj? Ravno s tem namenom, ker v nadaljnjih letih bo ta hlevski gnoj lepo razpadal in bo seveda v veliki meri že v naslednjih letih ali pa v naslednjem letu na voljo s svojimi hranili za uspešno rast samega sadnega drevesa. Ko smo samemu sadilni jami dodali hlevski gnoj, moramo preostanek zemljine, ki nam je ostal, lepo dodati na ta gnoj, ga lepo prekriti. Sadimo na strmo kmetijsko zemljišče, kjer je veliko meteorne vode tudi nam odteče. Bomo še posebej pozornost naredili temu, da bomo v spodnjem delu nekoliko dodali več zemljine, kjer bomo lahko to odvečno vlago akumulirali v samo sadilno jamo. Sadika je posajena in zagrnjena. Nekako smo poskrbeli, da bo tista meteorna voda seveda se zadržala v čim večji meri v območju same sadilne jame. Kar bi še lahko naredili, je to, v primeru, da bi gnojili z mineralnim gnojilom, bi zdaj v zgornjem delu dodali še mineralno gnojilo ali ga nekoliko premešali z zemljino. Tako bomo danes še postorili na koncu tudi mi z organskim briketiranim hlevskim gnojem, tako da bo se počasi spiral skozi leta v globlje plasti zemlje. Vidimo, da smo lepo pustili zunaj del koreninskega vrata, kot smo rekli. Še drugo, zgoraj smo pustili tudi listič, ki nam da vedeti, kaj smo posadili. Vendar ga priporočam, da ga bodisi vzamete dol, predvsem pa to, da si, ko posadite, zapišete v sadilni načrt, katera sorta, na kateri podlagi. Kaj še moramo narediti, je to, da moramo poskrbeti, kot smo že napovedali, za zaščito proti divjadi, predvsem tega zgornjega dela. Namreč sedaj v zimskem času so zelo aktivni zajčki, zato moramo ne samo, da mrežo namestimo kot tulec na samo sadiko, jo moramo še nekako v manjši meri tudi zagrniti. Sadika je posajena in čaka na pomlad, da bo uspešno odgnala. Kot vidite, ko smo dodajali zemljino, sedaj nismo veliko več hodili po zemljini, ravno zaradi tega, ker vidimo, da je sama zemlja nekoliko vlažna, kar nam da vedeti, če bi veliko hodili oziroma pohodili to zemljino, bi enostavno povzročili to, da bi bila ta struktura uničena. Eno je to, drugo pa zmanjšali bi tudi zračnost omenjene zemljine. Sicer se bo zgodilo to, da bo v času dobe zimskega mirovanja, tudi pod vplivom nizkih temperatur in seveda mogoče tudi snega, se tale sadilna jama lepo posedla in bo nekako do spomladi potem tudi se skoraj z ostalim zemljiščem skoraj zravnala. Nekako moramo tudi z razjo določiti tudi že višino prvih ogrodnih vej, ki je pri visokodebelem sadnem drevesu tam nekje okoli 150 cm, to je nekje tule. Ker je pa sedaj seveda jesenski čas, bomo to opravilo nekako prihranili za spomladanski čas. V primeru, da pa kdo odreže, seveda priporočam, sploh pa nekako pri koščičarjih ali pa pri lupinarjih, da kjer opravite rez v jesenskem času, da samo rano zamažete lepo s cepilnostno smolo. Jaz upam, da smo vam danes prikazali, kako na pravilen način posaditi sadno drevo in čim več uspeha pri vašem delu vam želi kolektiv Kozjanskega parka.